Pozdravljeni, jaz sem Aleksander Mota in v tem videu bom začel govoriti o temi, o kateri me je že veliko ljudi spraševalo, mi pišejo in jaz samo dajem navodila, glej ta video, poglej to strukturo. Zdaj pa ti bom govoril posebej o dorsalgiji, o bolečini v hrbtu, o bolečini med lopaticama, o bolečini v rebrih, zadaj seveda prav. In v tem prvem videu bomo govorili o tistih bolečinah zaradi sprožilnih točk, o napetosti med lopaticama in tukaj v tej mišici, ki je nad lopatico, v ramenski mišici, imenovani trapezna mišica. Lopatica je trikotnik, katerega osnova, široki del je zgoraj, vrh pa je spodaj in zadaj, pravzaprav pa je spredaj, med lopatico in rebri, mišica imenovana podlopatična mišica. Ta mišica, ko je v spazmu napeta in že ima določeno nagnjenost k temu, ovira tako gibanje roke, nadlahtnice, samega ramenskega sklepa, hkrati pa vleče lopatico navzven. In ko to naredi? Vsi te mišice, ki se pripenjajo na lopatico in hrbtenico, ali na lopatico in prsni koš, ali na lopatico in vratno hrbtenico, ponavadi postanejo nefunkcionalne, v slabem stanju, kot da bi bile, pod narekovaji, preveč raztegnjene, prav? In ko se to zgodi na tem območju, med lopaticama, na tem območju trapezaste mišice, ali nad lopatico, ali celo malo pod njo, ponavadi se nabira napetost, pojavi se bolečina, ali pa tiste znane sprožilne točke, ali tisti boleči vozni, prav? In veliko ljudi se s tem bori, se razteza, gre na masažo, poskuša uporabiti kakšno tehniko, da bi odpravil te sprožilne točke, ko pa je v resnici težava tukaj pri lopatici. In samo da ponovim, predstavljaj si, da sem tukaj vzel svojo lopatico ven. To je zadnji del in to je sprednji del lopatice, ki je med lopatico in rebri. Od tu izhaja tista mišica, o kateri sem govoril, imenovana podlopatična mišica, ki vleče lopatico navzven. Da izvedemo to inhibicijo, izboljšamo podlopatično mišico in olajšamo celotno tisto območje bolečine, nelagodja in povečane napetosti. Lopatiko bomo objeli na ta način, s palcem, ki bo šel med lopatico in rebra. Ostali prsti pa bodo ostali zadaj. Zato, če želim delati na desni lopatici, dam desno roko na levo ramo, lopatica bo tukaj in naredil bom točno tako, kot sem rekel, glej. Palec gre noter, objame lopatiko, pazite, da ne pridete preveč proti sredini, proti rebrom, prav? Objame lopatico in ta roka, ki je zgoraj, naj se preprosto sprosti. In s prstom poiščite kakšno bolj občutljivo točko. Pojdi počasi, ta mišica je običajno precej napeta, tudi če ne čutiš bolečine na tem območju, ko pritisneš, te včasih lahko preseneti. Torej, bodi previden, pritiskaj počasi. Tako, objel si, sprostil zgornjo roko in s palcem poišči kakšno bolj bolečo točko. Lahko greš globlje, še bolj poglobiš dotik, kot da bi s palcem ločil lopatico od reber ali pa pritisnil na sam mišico. Poišči na lopatici, na notranji strani lopatice, kjer je bolj občutljiva točka. Ko najdeš to bolj občutljivo točko, lahko delaš na dva načina. Prvi način je, da narediš krožno masažo, zelo nežno in poskušaš ohraniti bolečino čim bolj blago. To masažo izvajaj, dokler ne začutiš, da je mišica bolj sproščena, mehkejša in da bolečina popušča. Drugi način za obravnavo te bolj občutljive točke, za delo na tej mišici, je preko ishemične inhibicije oziroma Jonesove inhibitorne tehnike. Kaj boš naredil? Pritisni na točko in vzdržuj bolečino, čim manjšo, le rahlo bolečino. In izkoristi vsako dihanje, ko izdihneš, še bolj sprosti zgornjo roko, še bolj sprosti ramo, pusti, da rama pade na tla. Ohrani ta pritisk, dokler bolečina ne popusti, ali pa drži pritisk 90 sekund, kar pride prej. Ko poiščeš 1, 2, 3 boleče točke in opraviš delo, torej inaktivacijo teh točk,
lahko ponovno preizkusiš napetost v teh mišicah, poiščeš sprožilne točke in preveriš gibljivost roke. Pri večini ljudi vsa ta napetost in bolečina zaradi sprožilnih točk izgine kot po čudežu. Če je to tvoj primer, želim, da narediš naslednje. Že si razumel sporočilo, da tvoje telo, tvoja podlopatična mišica potrebuje sprostitev, potrebuje sproščanje. Da tvoje vsakodnevne aktivnosti, tvoje navade, tvoja drža, tvoj življenjski slog povzročajo kopičenje napetosti v tej mišici. Prav? Zato si boš določil uro v dnevu, izberi čas, ko si prost, naj bo to, ko se zbudiš, po zajtrku, zvečer ali med kosilom, kadarkoli. Kadarkoli si prost, nastavi si alarm na telefonu in naj se ta alarm ponavlja vsak dan. Ko zazvoni alarm, greš in narediš inhibicijo te mišice na enak način, kot smo se danes naučili. Depois. Na to opaziš, kako je ta roka, tvoje rame, tvoje telo bolj udobno, bolj sproščeno, bolj zdravo. Še nekaj ti lahko pomaga. Poglej, še en nasvet. Še bolj pomaga, če to izgovoriš na glas. Moja roka je veliko bolj gibljiva, moja rama je bolj sproščena, čutim celo svojo roko, vse bolečine, napetosti, ki sem jih imel, so izginile. Pravkar sem svojemu telesu dal več zdravja, več udobja in sebi boljšo kakovost življenja. Morda se zdi neumno, da to izgovoriš na glas, ampak ko to izgovoriš na glas, se tega zaveš. Svojo pozornost usmeriš na ta vidik. In to bo tvojemu telesu pomagalo ohranjati to dobro počutje dalj časa. In to bo pomagalo, da se ta navada hitreje ustali v tvoji rutini. Še ena stvar je, da če ti je to uspelo, če ti je olajšalo, če so tiste sprožilne točke, tiste boleče točke izginile kot po čudežu. Torej, pogovoriš se z osebo, z strokovnjakom, fizioterapeutom, zdravnikom ali inštruktorjem pilatesa, ki te spremlja in rečeš, glej, videl sem video dr. Aleksandra Mote na internetu, kjer je govoril o subscapularisu. Naučil me je način, kako testirati in olajšati. Ko sem to naredil, se je zelo izboljšalo. Aleksander, zakaj naj bi to povedal? Preprosto zato, ker ti lahko ta informacija pomaga bolje usmeriti tvoje zdravljenje. In če ti je bil ta video všeč, če ti je pomagal, če si izvedel kaj novega, ga deli z 2 osebama. Pomislite na 2 osebi, ki to potrebujeta, ki čutita bolečino, se pritožujeta nad bolečino, napetostjo v predelu ramen, lopatice, vratu. Bolečina v zgornjem delu hrbta, dorzalgija, kar je tema, o kateri trenutno govorimo. In pošlji ta video tej osebi. Lahko kopiraš povezavo, pošlješ preko Facebooka, označiš tukaj spodaj, če me gledaš preko Facebooka, označi tukaj spodaj, če me gledaš preko Instagrama. Ali pa pošlji povezavo tukaj z YouTubea, če me gledaš preko YouTubea. Po e-pošti, preko WhatsAppa, kjerkoli želiš. Pomembno je, da to osebo pripraviš do tega, da si ogleda video, saj lahko tako zelo pomagaš izboljšati kakovost življenja in zdravja. Tukaj bom zaključil, veliko objem in se vidimo naslednjič.